Od otroškega veselja k restavratorskemu delu študentov Višje strokovne lesarske šole Maribor. Skupaj z mentorji bodo restavrirali vrata osnovne šole Olge Meglič Ptuj. Pravijo, da so restavratorske učne ure izjemne. Vrata bodo s prenovo dobila novo ime – Olgičina vrata učenosti, predvsem zato, ker so že 115 let simbolizirala vstop do učenja. Se pravi, je naša stavba nastala oziroma bila pripravljena za namen izobraževanja. To je bila prva gimnazija na Ptuju že leta 1900. In če pomislimo, kaj vse je bilo vmes od prve do druge svetovne vojne, koliko mladih, koliko generacij, koliko ljudi je vstopilo skozi ta vrata in izstopilo in kaj vse so prinesli, koliko izkušenj, znanj, spominov, mislim, da jim upravičeno lahko rečemo vrata učenosti. Zato jih je restavrirati svojevrstni izziv. To v bistvu nam ogromno pomeni, v bistvu nam prinaša, da v bistvu spoznamo restavratorsko delo, v bistvu in to današnjo učno uro, kjer v bistvu nam pridejo strokovnjaki predstaviti svoja stališča, svoje poglede in nam v bistvu podajati to svoje znanje, je v bistvu neprecenljivo, kajti mislim, da to je edinstvena priložnost, da se največ naučimo in dejansko praktično odnesemo največ, kar je možno. Začeli so s tako imenovanim sondiranjem. Videti treba zgodovino vrat, kaj je bilo gor namazano, kakšna barva je bila, spravi, kako bo to najlažje odstraniti, se pravi, da dobimo tudi finančni vidik tega, kako bo to vse skupaj potekalo. Potem kasneje nas čaka seveda samo razstavljanje vrat, spravi, treba čisto vsako stvar dati narazen, poslikati lokacije, tudi žeblje recimo, vsak žeblje treba označiti, na kateri lokaciji je bil, ker nekateri so v bistvu industrijski, drugi so pa še stari kovaški žeblji. Pri restavriranju je namreč nujno ohranjati izvornost. Olgičina vrata učenosti so del celotne pojavnosti te monumentalne in pomenljive hiše, profane stavbe, ki stoji v samem središču mestnega jedra Ptuja. Vrata kot taka imajo ne samo oblikovno, ampak tudi simbolno vlogo v licu nekega objekta. Na terenu se srečujemo z zelo amaterskimi obnovami, in ki prinesejo nepopravljivo škodo. Zato nam je zelo pomembno, da pridejo v prave roke in da se ljudje, ki to restaurirajo, lotijo na prav način in izvedejo postopke tako, kot je potrebno. In to vsekakor na tej šoli znajo in težijo v to smer. Ki jo je vršilec dolžnosti ravnatelja opisal z besedami: iz prihodnosti se zaenkrat ne moremo še nič naučiti, lahko pa se naučimo iz preteklosti. Mi dajemo poseben poudarek, da naši študentje pravzaprav spoznajo zgodovino, da bojo potem tudi v prihodnosti nekoč njihovi izdelki del kulturne dediščine, ki jo bo potrebno obnoviti. Pri njihovem dosedanjem delu pa je študente ocenil kot zelo kreativne.